Lepo pozdravljeni. Moje ime je Sara. In od nekdaj me fascinira telesna govorica in pa ta povezava med delovanjem naših možganov in pa samim gibanjem. Danes je že znano, da se v bistvu naša osebnost zrcali skozi naše gibanje. Ne samo, da naša telesna govorica odraža naše trenutno počutje v določeni situaciji, ampak gre širše. Naše gibanje dejansko govori o naši osebnosti. Naše gibanje govori o našem življenju. Predno namreč začnemo govoriti, najprej začnemo uporabljati neverbalni jezik. Se pravi, pred besedami je telo. In tudi ko odrastemo, v vsako situacijo v življenju vstopimo najprej s telesom. Ta čutila vsrkajo, vidimo, slišimo, čutimo. Vse preden se zgodi misel, vse preden se zgodi beseda. Zato je izredno pomembno in sama močno verjamem, da če si želimo v življenju spremembo, da moramo vključiti tudi telesno raven. Kaj pomeni to? To pomeni, da moramo začeti prepoznavati vzorce našega čustvovanja, vzorce sklepanja naših odnosov, vzorce mišljenja, vzorce, se pravi, vsa naša prepričanja, da moramo to začeti prepoznavati tudi na telesni ravni. Ker če delam samo na mentalnem nivoju, pa ne vključim telesa, potem me bo telo vedno vrnilo v stari vzorec. Zato, ker je vse zapisano v našem telesu. Spravi, pot, moj pristop spreminjanja oziroma tega, kako vam pomagam iti iz vaših vzorcev delovanja, ki mogoče za vas so bili do sedaj koristni, sedaj pa niso več, je v bistvu tak, da uporabimo gibanje. Seveda tudi govorimo, vedno vse osmislimo, vedno vse tudi verbaliziramo, se pogovarjamo, izražamo čustva tudi z besedami. Ampak prvi nivo pa je telo. Spravi gibanje. Jaz pogledam tvoj gibalni profil, pogledam, kakšne gibalne vzorce imaš, to s tabo predebatiram, poveževa to s tvojim življenjem in potem na ravni gibanja začneva to spreminjati. In kaj v bistvu počnemo, ko se začnemo drugače premikati? Če si na tej točki v življenju, da si poskusil že veliko stvari, da si skušal pomagati sam, ampak nekako vedno znova prideš v nek isti vzorec. Normalno je to. Vsi imamo vzorce. Včasih lahko gremo sami ven, s tem samo ko ozavestimo, včasih pa rabimo majčkeno več podpore. In dovoli si vzeti podporo zase, če jo potrebuješ.